En lep dober večer, Tanja Skalza z vami, četrtek 2020, točno 2020, nič ne zamujam, točno sem kot ura. Pa nisem vedela, je v redu, da se vam še enkrat predstavim, če sem včeraj, ampak vseeno, mogoče vam malce več povem o samem programu. Zraven imam sveti les, mi tako lepo diši, po moje ikare ne slišite, glasbe ne slišite, uživam. In bi rada delila današnji dan z vami in predvsem tudi malce predstavila Akademijo spremembe vredna. Včeraj sem imela krasen dogodek, seveda krasen dogodek je vedno lahko samo na način, če si dovoliš biti to, kdor si. Dober večer vsem skupaj. Joj, Amanda prva, zdaj sem si jo že zapomnila. Amanda, komaj čakam, da se spoznamo. Če se pa že poznamo, bom pa še to bolj vesela, no. Pa Marinka tudi, Katarina, dober večer. Jo, kakaj ena lepa Tanja, prav čutim to strast notri, Ila, jaz, Janjo tudi. Janja je že tako dolgo, taka moja, kako se temu reče? Neč fenica, ampak me posluša. In kadarkoli pride do tega, da bi se naj iz Ptuja, živa Lidija iz Ptuja, kadarkoli naj bi se mi dojele, potem pride do tega, da pa se pač ne ujameva, ne? Okej. Danes, oziroma včeraj sem imela krasen dogodek, vedno je dogodek krasen zaradi tega, ker poskušaš funkcionirati na način, da si to, kdor si, in ko si to, kdor si, potem tudi prav take privabljaš. In če imaš dobro energijo, to tudi dobro energijo privlečeš v prostor. Tako da včeraj sem imela krasno frizuro, ki mi jo je naredila moja draga Anita, in to mi je dala za darilo, da bom krasna, da bom lepa na dogodku, in mi je tako lepo spenirala, vsa sem bila tako lepe sem imela kodrčke, danes jih nimam več, evo. Res je bilo čudovito, predvsem je bilo pa čudovito tudi zaradi tega, ker sem se naučila vseh teh letih, da sem resnično to, kdor sem, da sem tako, da mogoče vsako leto človek seveda z modrostjo, s tem, ko je to, kdor je, ko se upa deliti to, kdor si, pokazati to svoje znanje, izkušnje in res delaš iz srca, to meni ne želiš nekaj več, nekaj manj, Včeraj sem imela Evo, ki me je vodila cel program in zdaj je moja Eva čisto strukturirana, tako da sem ponosna zelo na njo in hvaležna, ker kljub strukturi se mi rušila to strukturo, zelo se mi rušila to strukturo, je ona krasno vodila cel dogodek in vse moje zlate sodelavke. Kaj je bilo najbolj zanimivo, Jaz se danes zjutraj zbudim polna energije, tako resno. To je noro, jaz se zbudim, mi smo prišli ob 11:30 domov in se zbudim in tako polna, sveža, vsega, my God, včeraj je mogel biti krasen dogodek, to pomeni, da sem s polno energijo šla spat in se tudi zbudila, In to, dragi moji, je tudi del moje akademije, ki bi jo danes, če mi dovolite, rada predstavila. Ne boste hudi, ker danes bom misli usmerila k temu, da povem, zakaj Akademija spremembe vredna, kako je najprej nastala, kaj se je sploh zgodilo. Najprej to, da sem v vseh teh letih, to, kar sem hotela povedati, nisem več zato, da kar stresam svoje znanje, kar vse povsod, po drugi strani pa sem tudi nekaj za to naredila, da sem sebe zgradila in sem tudi videla, da to, kar mi je pomagalo, kar sem se zgradila, mi pomaga tudi tako pri, družini, kot tudi pri sodelavcih in tudi pri drugih, da jim je všeč, ker sem to, kdor sem, da povem to, kar mislim, da izrazim svoje mnenje, ampak kaj je najbolj pomembno, da sprejemam ljudi, da jih sprejemam takšne, kot so. Zato, ker kadarkoli se postavim v svojo kožo, kako je bilo meni, ko me niso ljudje sprejemali, ali pa ko jaz nisem koga sprejemala, koliko sem imela veliko naloženega. Zdaj sem zašla, ker ne bom vse povedala, če ne bom ful govorila 1 uro. Ja, tudi to sem opazila, da se predstavljam iz stola na stol. Mislim, tako malo. Dejansko, ko ti sprejmeš resnično sebe, res sebe sprejmeš, tako, takšen kot si, točno to, taka, kot sem zdaj na videu, tako, kot se premikam, ali pa tako reče moja Vesna, če sem sploh opazila, kaj delam,
da sem začela pol malo gledati po videih, a to res počnem. Ko si to dovoliš potem tudi drugim, da so točno taki, kot so, jih ne obsojaš, jih sprejmeš in jim daš vrednost. In ko daš tem ljudem vrednost, se k meni prijo samo taki, ki so pripravljeni delati. To je ta prva, najbolj pomembna stvar. Meni čisto vsaka oseba pride tista, ki reče, jaz sem pripravljena narediti nekaj, da je to moje življenje lepše. No, in na tak način potem sem rekla, pa zakaj bi jaz mogla pa tam ali pa ono ali pa sem tja. Seveda, najbolj moj kor, dejansko kor, moje srce so vsekakor osebni coachingi, zato ker takrat oseba se lahko čisto odpre in ko se oseba odpre, dejansko tudi lahko pove čisto vse skrivnosti z menoj in takrat tudi najbolj človek naredi spremembo. Ampak, kaj pa je še bolje? Ko se začnemo poslušati med seboj, ko ena drugo sliši, ker čisto vsi imamo izzive, čisto vsaka od nas. Ja, dragi moški, to ne bo zdaj usmerjeno k moškim, ampak bo res ženskam. In me marsikdo vpraša, a moški tega ne potrebujejo. Moški še bolj to potrebujejo kot ženske. Včeraj je moj mož rekel, ker je bil na zabavi, večinoma so bile ženske, prišli so samo tisti moji poslovni prijatelji, ker so res srčni in so se upali, ker, ne vem, tako, kao bilo je novoletno druženje, zabava, ampak potem, in tudi nekdo me vprašal, tako malo je moških, se nekaj, ne, eni pač niso upali priditi, ali pa eni so zboleli, nad za to. Eni, ki ste bili bolani, resno, da ne bo kdo mislil, taki, absolutno se zavedam, in korona čas, zdaj tudi dve ne greste z mano na obred, zato ker imate korono. No, ampak moški tudi to rabijo in jaz sem odprta za to, da najdem pravega moškega, ki bo pomagal moškim. In naj povem vam, da en je že prišel k meni, ker sem ga čutila, da je čisto srčen. Ne bi želela pa imeti kakega strokovnjaka ali pa svojega sodelavca zraven, ki bi bil tako, veste, tako srčen, pa bi pa začel toč, poudarjati po drugih. Zapomnite si, oseba, ki sprejema, ki sebe sprejema na polno, kakršnakoli je, čisto kakršnakoli je, sprejema druge. Tista oseba, ki ne sprejema sebe 100%, ona ima ovire in lahko obsoja druge. Človek, ko pa pride s tako osebo v povezavo, je pa najbolj pomembno, da ga ta oseba ne obsoja, da mu ta oseba zaupa in da se počuti vreden zraven te osebe. Se strinjate z menoj? No, ne vem, tako vprašam. In zdaj k meni prihajajo večinoma umski ljudje. Zakaj? Ker sem jaz tudi umski, to zdaj tako rečem. Bog ne dej, da razmišljamo, da smo samo srčni. To sem imela jaz zdaj z mojimi puncami. Srčni smo takrat, ko govorimo. Jaz zdaj govorim iz srca. In če pogledate moje videe pred leti, ampak jaz sem skozi delala iz srca. To mi zdaj vsi govorijo, tudi moji. Tako res, jaz to zdaj vem, da sem se prej bolj razdajala. Danes mi je rekla ena izmed mojih krasnih terapeutk, mi je rekla, ti si vedno delala srcem, sem si delala srcem za druge, ko je prišlo pa do tebe, si pa pozabila, ampak da sem to pa vedno počela. No, to pomeni, da, kje sem zdaj ostala, pri tistem moškemu, ki ga bom imela, bom imela enega fanta zraven, no, ampak to, za sprejemanje, da končam. Kadarkoli mi obtožujemo druge, ne sprejemamo sebe in imamo veliko svojih vzorcev za očistiti. Moja akademija se prvo s tem začne. Sprejemanje sebe. In kaj je najboljš? Ker je toliko različnih. Akademije so, ker želim imeti ta osebni touch, res mi je pomemben ta osebni touch, si srčno želim, da so manjše skupine, tako imam tam do 27 lahko, oziroma shendlam jih do 33. To sem zdaj preverila na križarki, ampak je pa pol tako, želim, da res vsaka dobi moj pečat in vsaka resnično naredi tako preobrazbo, da si reče, da je spremembe vredna. In ko mi sprejmemo, kdo v resnici smo, mi tudi vemo, kaj je naše poslanstvo. Zelo jasno vemo, kaj je naše poslanstvo. Če se spomnite, sem zadnjič govorila, sem rekla, ko človek ve, kaj počne in v čem tako je dobro, to pomeni, ko se sprejme. Ko jaz sprejmem, da sem vizionarka, ko sprejmem, da znam graditi time, ko sprejmem, da znam navdihovati in tako naprej, sprejmem tudi to, da vem, da karkoli bom počela, če bom to delala s takim navdihovanjem, z grajenjem tega in tega, bo to uspešno.
In potem jasno veš, to zdaj ne pomeni, da boste jasno pot dobili. Moje poslanstvo je, ne vem zdaj, biti direktor v tem pa tem podjetju. Ne, lahko pa vam pokaže, vaše poslanstvo je biti voditelj ali voditeljica na tej pa tej poziciji, mislim, tako, da ste obkroženi s takimi ljudmi, do tega, da pa zdaj čisto jasno, to je pa to dobro. To so zdravniki, picepeki, tisti, ki že čutijo to, frizerke, kozmetičarke, one pa čutijo, da hočejo nekaj že delati takoj s kožo. Ok, drugo, to je prvi moj modul, ki je zelo, zelo povezan na kdo sem in kaj čutim, kdo sem, čak, viš, lahko sproti malo prebrala, kdo sem in kaj želim, to mi ni sprejemam se. Drugi modul, to sem letko, najbolj hvaležna eni izmed mojih svetovalk, ko me je resnično naučila, kako je pomembno razporediti vloge, da zelo jasno vemo, kako razdelimo dan v 24 urah. Marsikateri video, mislim, v videu sem to jaz tudi že predstavljala, sem vam pokazala, ampak vse vem, veste, ko sliko vidite, mojo sliko mojih vlog, te slika se vedno menja, vsako leto se menja, ker vloge se spreminjajo. Če sem včasih hotela biti, ne vem, tako karistka, mogoče danes malo manj, ali pa danes imam malo starejše otroke, zahtevajo drugačno pozornost, kot so včasih, se spreminja, ali pa naprimer danes se več posvečam možu, kot sem se posvečala leto nazaj, 2 leti nazaj, in potem treba te vloge konstantno spreminjati. Tako da drugi modul je to. Ampak vse, kar bomo delali pa s srcem. Tega, kar meni tek prije umske ženske, o tem sem prej govorila. In ta je tako, ko smo v srcu, srcem govorimo, srcem si dovolimo misliti, srcem se prepustimo, začutimo, dovolimo začutiti to svojo intuicijo. Je pa zato dober, da postavimo aktivnosti, da postavimo roke, da vemo, kaj potrebujemo za to, kam gremo. To so pa ki je pa fajn, da nas vodi, nič ni narobe, da nas vodi ta Ali tako kot temu rečemo dobra predpriprava. Potem pa, ko mi verjamemo naši intuiciji, pa sem spustimo. Pa punce sem spustimo. To je najlepši stavek. Tudi jaz sem to na začetku nisem razumela, zdaj pa tako razumem, da bolj ne morem razumeti. Ok, ta tretji modul je tisti modul, ki se mi zdi, da je meni najhitreje pokazal to, kar mogoče bi lahko odkrivala 10 let, pa sem to ugotovila na eni postavitvi, koliko vzorcev sem podedovala od moje mame, koliko vzorcev sem mogoče podedovala od drugih prednikov. Vse vemo, da od koliko generacij, lahko 7 generacij, celo podedujemo te vzorce. In zelo hitro dobimo neko sliko, in na podlagi te slike, naprimer moj prvi, samo en kratek, je bil ta del, ko se spomnim, ko sem bila pri naši svetovalki, ker sem videla, da avtomatsko, to ne počnem jaz, to je strokovnjakinja, ki to dela, absolutno nisem, ampak imam pa najboljše. Jaz imam vedno najboljše. Jaz vedno želim delati z ljudmi, ki so najboljši v tem delu, da so v srcu. Ne tam, v srcu. Se spomnim, ker sem takoj videla, da sem zavzela Igorjevo vlogo, da sem se postavila v moško vlogo. To pomeni, da sem avtomatsko oblekla hlače. In kaj to pomeni? Vzela sem njemu to vlogo in potem, ker sem prevzela to vlogo, sem tudi delovala na moški način. Moški princip, in s tem potem ni dobro ne za otroke in ne tudi zame. Oziroma za partnerja pa sploh ne. Ni za širšo okolico. Tudi za tašča mojo, absolutno ne. Tašča ima moja rada, ker imam rada njenega sina, ki me vidi, ker sem taka zvesta mamica, žena, ki občudujem svoje otroke. Ok, gremo naprej, da nam predolga. Za postavitev družine bo tako, da bomo delali postavitev družine, drug dan bomo pa me to analizirali, malo bomo to, pa implementirali v življenje. Ker nič ne koristi, ko nekaj dobimo, in potem ne vemo, kaj s tem. Če ne znamo, če ne vemo, kaj narediti s tem, potem je to tako malo, se gledamo, pa ne vemo, kaj smo. Če pa znamo implementirati v življenje, pa lahko. Seveda ne boste vseh 27 delali, ker ne bo šlo, bodo delali pa 2, ampak druge bojo pa lahko se zraven učile. Gremo naprej. 4. modul je tisti, katerega dejansko je januar bil čas zame in za mojega moža, ali pa rečemo mojo družino, ampak najbolj za mojega moža. Če se spomnite, bi mogla ta akademija že začeti, ampak sem
imela malce krizo, osebnostno krizo, partnersko krizo, ker jaz sem se še bolj vrgla v delo, nekaj, kar ljubiš, je to, ta tvoja služba te vodi, in potem sem videla, da moč vsega je, da ženske premalo znamo sebe, da premalo sebe spoznavamo, da premalo vemo, kaj nam paše. Mi smo pa tiste, ki vodimo v tem delu, mi smo tiste, ki pokažemo. To pomeni, če smo mi srečni, znamo tudi osrečiti moža, ne obratno, da mislimo, da moramo samo njega osrečiti. Tako da bolj, ko se bomo znali poznati, bolj bomo lahko živeli to našo življenjsko energijo. A veste, se je spolna energija ali sakralna energija, to je življenjska energija. Ampak, če si to dovolimo spoznati, mi bomo poskušali v tistem enem dnevu spoznati to in potem prenesti v naše življenje. Tu bom pa tek pol videla, ker imamo še druge module. Pa bom vse videla, kako bomo. Ok, potem je naslednji modul, ki se mi zdi eden izmed pomembnih, ko se mi spoznamo spolno čakro, je pa prav, da začnemo srček odpirati. Mislim, vse je srček odprt, ampak prav je, da se pa čisto odpre. Ker ko se čisto odpre srček, potem tudi pomeni, da vsako kritiko ne vzamemo takoj, da je to kritika napad na nas, ampak da je kritika napad na dejanje mogoče, ki smo ga naredili, vzamemo to kritiko kot neko povratno informacijo, kaj se lahko ven iz tega naučimo. Jaz ne vem, jaz sem prav gledala, kakšne zbiram jaz terapevte, ali terapevtke, ali kako naj rečem, te moje svetovalke, ki jih imam. Zdaj, če jih ne bi imela, potem to ni v redu. Jaz vedno izhajam iz tega, da je prav, da karkoli začutim in vedno imam tako, da po seansi, po dogodku, tudi to naredim z mojo terapevtko. Vedno zbiram pa take terapevtke, ki so kar malo tako, šarf, tako, cp. In pa razmišljam, my God, a je to čist? In so čist srčne, ampak kaj mi je pomembno? Glih to, kar mogoče meni manjka tega, on je tako reče, srce imaš odprto, zdaj pa to strukturo, da se to lepo zapečati in da je to 100% tako, kot je prav, kot si začutila. In to je tudi moja naloga. Jaz bom tudi mogla biti malo bolj tako. Malo bolj tako, da boste naredili, da boste oddelali svojo nalogo. Gremo naprej, potem je največkrat se zgodi, da ženske, ko prevzamemo to moško vlogo, imamo potem tudi ta govor, tako komunikacijo in tako komunikacijo potem sprožimo do svojih zaposlenih. Jaz, če sem iskrena, ko mi res gre zdaj plafon, to pomeni res, ko se mi nekaj tako zgodi, pa mi to redko, to mi enkrat gre na leto. Evo, to se mi je zgodilo 2 tedna nazaj, je takrat, da grem v ta, ko hočem, sem rekla, oh my God, zdaj se je prebudila 2015, moje leto 2015. Ženski način vodenja je najprej način grajenja kulture. Nič to ni narobe, če ženska je prav to, da pozna procese, strukturo, ampak ona je tista, ki gradi ta odnos. Ženska gradi odnos. Jaz sem tipična vizionarka, to zdaj ne pomeni, da zdaj bom pa jaz viziji pustila. Jaz bom vizijo, če želim, da naši ljudje sledijo tej viziji, je pomembno, da jih navdihnem, da jih poslušam, da jih opolnomočim, da mi lahko sledijo. V primeru, da tega ne počnem in da je samo fokus na cilje, kdo bo to počel? Če to delajo moški, naprimer, se zdaj boste rekli, sej to eni delajo moški, enkrat ženske, ja, lahko delajo ženske in moški, ampak ženska je zato ženska energija. Mi imamo in žensko in moško, ampak ženska prevladuje. Ženska je za grajenje odnosa, moški so za procese in fokus rezultate. Piči, akcija, gremo naprej. To pomeni, ko v podjetju karkoli, tako da zdaj se bom jaz mogla malo v skazo, malo bom šla v skazo, malo grem za mislim, enkrat na teden bom z njimi, ker vidim, da je to tudi dobro. Veste, to je naše podjetje in to je prav, da sem tudi jaz del tega. Tako da tudi je prav. Ne vem, zdaj, a me pogrešajo in čutim, da je prav, da se jim pridružim. Ker nam je malce padla ta zavzetost in to vidim, da je ta del ženski del. Ampak imamo zelo dobre ženske, krasne ženske, ki jih je treba samo spodbuditi, da je to njihovo poslanstvo, da to širijo naprej. Ok, gremo naprej. Sem da vem, koliko je ura, kaj spet sem. Kje sem zdaj? Ja, se še imam 3 module. Ja.
Včeraj me je novinarka spraševala, in to moja kolegica, pol bi nekaj še o novinarjih povedala, ker so res krasni. Res so krasni, še njim se bi bilo treba zahvaliti, res. Me je spraševala, a Tanja, pa res misliš, da je prav, da si jaz postavljam tako vizijo, ki se vidim čez 3 leta, čez 5 let, karkoli. Ok, jaz ocenjujem, da če mi nimamo tega, kje se želimo videti, mi samo plavamo. Mi plavamo v megli oziroma tako, kot nas voda nosi. Tam, ko gre, tam, če pa mi vemo, na katero pot bi šli, pa se bomo tam tudi lažje usmerili. Primer, to je ena tudi taka. Če danes jaz vem, da bi želela biti dobra kadrovica ali pa najboljša za razvoj kadra, kaj je prva zadeva? In delam danes, sem ne vem, v pisarni in delam nabavo. In ko mi kdo reče, želim postati dobra kadrovica, krasno, super, dajmo to zapisati. Kakšen plan bomo naredili za to, da boš ti do tega prišla? Kako jaz to gledam? Če jaz rečem, da želim biti dobra kadrovica, kaj mi bo prišlo nasproti? Nasproti mi bojo prihajala izobraževanja, nasproti mi bojo prihajale kadrovice, to pomeni ženske, ki že nekaj takega počno. Potem sama bom pozorna na članke določene, ki pridejo, oziroma pozorna, sami bojo prišli, kot preblisk, jih bomo začeli brati. Če pa mi ne vemo, če se pa mi prepustimo, naj me življenje, naj me tok pelje, se bomo pa prepustili. Ampak vsi tisti, ki ste mojo knjigo prebrali, kar sem pa še najbolj ponosna, tako da zdaj bi skoraj jokala od sreče, ker je Azra Širovnik, mislim, včeraj je bila tudi na mojem dogodku, midve sva, oh my god, to bo še nekaj krasnega nastalo z nama. Mislim, spoznali sva si 2 tedna nazaj. In od teh 2 tednov nazaj se čutim, kot da je, kot da sva sestri. To je noro, kaj se je med nama zgodilo. Tako res neka eksplozija. Jaz pravim, da je ona tista neka moja modrost, ta del, jaz pa ta njen duh, ki ga, kako naj rečem, to, kar mogoče ona piše, ona dela, jaz to živim in to dajem naprej. Ampak tudi ona, samo ona želi to delati v knjigi, jaz pa to samo implementiram naprej. Tako da, in je rekla, da je moja knjiga Biblija za ženske, da bi jo mogla vsaka prebrati. Mislim, če vam preberem, kako lepo mi je napisala, noro, to moram deliti z vami. Mislim, to je res noro, kako je napisala. No, ok, gremo naprej, da ne bom spet predolga. To je to, samo majčkeno, da boste razumeli, zakaj je pomembno temu vision boardu slediti. Vendar ne na način, da smo mi zdaj strogo list papirja. Ne, mi bomo to delali v kozarcu vina. In zdaj lepo prosim, srčno prosim. Včeraj mi je prinesla ena izmed boginj, dam, sigurno, ker je bilo rečeno, to vam je prinesla vaša boginja. Vse ste moje. Zlate moje, vse ste moje. Jaz od 96 strank, to pomeni, pa rečemo, da je najmanj 75 žensk, ste vse moje boginje. Jaz ne vem, kjer mi je prinesla Mojeta. Tako da lepo prosim, ker mi je prinesla najboljšo mojo penino, Mojeta, ki ga najraje pijem in sploh ne vem, katera je bila tako. Tako da lepo prosim, da se lahko vse zahvalim, da bomo skupaj pile. No, mi bomo vision board delali ob vinu, ne brez vina. Odvisno kdaj. Tega bomo delali zjutraj. Ne bomo ga delali ob vinu, ga bomo delali ob meditaciji, ampak ob petju, plesu, da bomo res začutili to sebe. Pa vsaka bo dobila obleko. To bo pa sliko, to bom pa sliko pokazala, da vidite, kakšne obleke boste dobile. Včeraj so moje drage sodelavke bile oblečene v te obleke, ki jih je Ana naredila. Ana Bandel bo šivala boginjske obleke, res je naredila tako rimljansko, noro lepo oblekco. Vse bodo dobile krasne obleke, čisto vsaki bo pasala, ne glede, a je suha, a je srednje suha, ali je taka lepa, krasna, obilna. Vsaki bo pasala ta obleka, zaradi tega, ker je res narejena za boginje. Res jo je naredila, prav za boginje. Bom pokazala tudi sliko, vse boste videli slike, pa pol boste lahko videli kakšno oblekco. In potem en modul, ko bomo skupaj 2 dni, to bo pa spet modul, kjer je prav, da se ženske naučimo nekega pontona, spet imam tle strokovnjakinjo. Tako pomeni, v mojem modulu, 9 modulov, kjer traja dejansko je to 12, 2, 4, 6, še po 3 dni, 12 dni.
12 dni, to pomeni v teh 12 dneh, bojo moje dame blagovna znamka. Blagovna znamka. To niso moje dame, to so moje sestre, to so moje ambasadorke, to so moje zaveznice, to so moje prijateljice, to so moje, karkoli bi še, moje poslovne prijateljice. Že to vidim zdaj, z nekaterimi že delam, že poslovno sodelujem. To znajo čutiti, to naredijo potem tako, kot jaz čutim. Resnično, že znajo, ne da znajo, oni že vedo, kaj je prav. In sploh ne razmišljajo, to je prav, that's it. Ok, tako da tam se bomo srečali s tem, spoznali tudi, kako je potrebno, kam se usedemo, na kak način, ker vse je prav, da smo tudi ambasadorke spremembe vrednosti, tudi dame. To meni prav je se naučiti, kako jemo, na kak način, kam se usedemo, kako se obrišemo, vse to, kar se damo spodobi. In zadnji treatment, katerega imamo, je pa tek in tek sem spremembe vredna. Ampak kaj to pomeni? Nisem za vsakega, res ne. Sem za določeno, zato bomo tudi naredili našo ciljno skupino, da bomo vedeli, za koga smo, ker tudi vsem se ne moramo družiti. Na ta planet smo prišli oddelati svoje poslanstvo. Na ta planet je, da se odpremo, ampak na ta planet je tudi, da smo pozorni na svojo energijo, da znamo to energijo obvarovati, da ne zdaj, da jo trošimo vse povsod. Vse lahko naredite, čisto vse lahko razdelite. Energije pa nažalost je prav, da tudi znate balansirati svojo energijo. Zdaj, če ste stabilni, jo potem znate tudi nositi v sebi, če ne, se bomo pa tudi to naučili, da je kar tak ne trosimo, kar tako, malce vse povsod. Evo, koga vabim? Prvo, točno takšne, kot sem bila jaz. Točno takšne. Delovne po 10-12 ur, misle, da je to čisto edino, kar imate, da je hobi, vaš hobi je samo delo, ker drugega hobija nimate ne prijateljc, nimate ne vem, drugih hobijev, greste mogoče na rekreacijo, zato ker veste, da je to način življenja, na to govorimo o sebi, take bojo prišle. Ker ste skozi naravnani k temu, da boste popolni, da vedno vsem drugim date prej kot pa sebi. Tako kot jaz sem vedno raje dala, ko je prišlo do najboljših MBA-jev, da bom dala sebi, da bom sebi dala nekaj za 10 000 evrov, valjda, da bom dala sodelavki ali pa sodelavcu. Ko je prišlo do slikanja, pa ne bom se sama slikala, pa veste, da se bojo slikali tudi moje sodelavke zraven. Ko Tanja sprejema nagrade, ne bo sama sprejemala nagrade, ker to ni za njo, ker so to sodelavci in je prav, da sodelavci dajo. Ja, sončice moje zlate, vse to je res in prav. Vendar, dokler sebe ne postavite na prvo mesto, zelo težko tudi lahko oni sebe postavijo na prvo mesto na način, da se zavedajo, da zmorejo, da so vredni, da so tisti, ki lahko premikajo gore oziroma iščejo rešitve. Ko pa delamo obratno, pa en drugemu samo, ja, sej v redu, sej bo, potem se pa skozi ciklamo v tem krogu ali, ko rečemo, podgani dirki. Tako da najprej vabim takšne, kot sem jaz, in definitivno je to meni čisto vsaka od vas bo znala še bolje govoriti kot jaz, ker jaz imam še vedno izredno močen ta moj dar, ki ga spoštujem in ki ga imam ful rada, ta balkansko dvojezičnost, malo slovensko, pa malo srbsko, in mi prav paše, da sem se prav navadila tega. In boste vse tiste, ki pa odlično govorite, boste vse postale blagovne znamke, čisto vsaka od vas. In poleg te akademije imam zraven pripravljene strokovnjakinje, tu pa imam ženske, imam same ženske. Imam strokovnjakinje, ki vas bodo naučile, da se boste tako lepo predstavile javnosti, da boste to znali odlično povedati, točno to, kdo ste, kaj je vaše poslanstvo, kaj dela vaše podjetje, da boste šle na pravo idejo, ne tako jaz pa 380krat ponavljali, kaj morate povedati, kaj prav, da poveste, ampak boste šli tako, kot jaz včeraj na dogodek in boste uživali in se boste imeli fantastično in bo noro. To pomeni, boste poslušali sebe. Zdaj sem prebrala Simono, pa sem se pol malo zmedla, ker je Simona bila včeraj pa nekaj napisala. Krasno, Simona tudi ena izmed boginj, ki je bila prisotna.
To pomeni, ne za druge, delamo zase. In ko delamo zase, govorimo iz srca. In včeraj bil res, tudi novinarji so bili presrečeni, novinarji, iskrena hvala, kakšni lepi intervjuji, mislim, kako lepo vzdušje, koliko krasnih novinark sem imela zraven in novinarjev, in mi je bilo odlično, kako so moje punce to speljale, lej. Res sem bila, bom povedala, Dan je rekel, bila si kraljica, pa ja, res sem bila kraljica. Bila sem kraljica, boginja, mogoče sem se ob 6 zbudila krasno, zato ker sem imela zraven krasne predane ženske, ki so poskrbele za to in imela sem se lepo. To je prva. Druga, kdo je vabljen. Drage moje kadrovice, lepo prosim, poskušajte prepričati, pa ne pa sploh ne morate prepričati, oh my god. Srce vsake organizacije je kadrovska služba, so kadrovice. In jaz sem prepričana, mi iščemo eno za razvoj kadrov, rada bi imela eno, da razvija kadre v skazi. Zakaj? Ker to je oseba, ki vidi te potencijale, ampak se jih imamo, mi imamo punce, ampak eno tako bi imela mami, se smo dali ven, pa še nisem prišla do tega, kar ne uspemo. Ampak bi želela, da ta oseba se zaveda, da ko ima sebe postavljeno, ko spozna svoje vzorce, ko sprejema sebe, ko si zna odpustiti, ko dejansko sebe spozna, dovoli osebi na drugi strani, pogleda kompetence in dovoli začutiti to osebo. To meni, da ne dela kot mašina, ampak da dovoli in reče, v tej osebi je potencial. Zakaj vam to govorim? Mene je Zdenka Čok, ko sem bila stara 21 let, samo srce jo je bilo. Dobila je v Zlatarni nalogo, to pomeni, da je Velenje, nas je imela, pa ne vem koga še imela, Celjske punce, zdaj se ne spomnim koga, da nas je spoznavala. No? In se spomnim, da ona je v meni videla največje iskrice, ko je predlagala, ko še nisem imela diplome še nisem imela končane, ko je prišla generalnemu direktorju in je rekla, v tej dragi dami je toliko iskric, da ta bo naredila največje premike. Še danes se spomnim, ko je napisala poročilo o meni, ko je rekla, ta ne da bo delala, ta hrepeni po želji za to, da uspe. In res je, ona mi je dala to možnost, ampak ni bila kadrovica. Ona je bila oseba, kjer je znala prepoznati v ljudeh potencial. In vedela je, vse se bo naučila, nič bati za njo, vse se bo naučila. In jaz, tako kot pravijo, burnout je nekaj, kar ti bežiš od tega, kar nimaš rad in ga še dobivaš in še na hrbnike. Dragi moji, ko človek dela s srcem, ko dela z dušo to, kar želi, meni je bilo v Zlatarni nikoli težko delati. Sem delala tudi soboto pa nedeljo, ajde rečemo, nisem imela družine, to več ne bi, absolutno ne bi. Vendar kaj je bilo pomembno, da sem hrepenela potem in jaz tudi vidim mlade, da na začetku je prav, da mladi malo več zagona dobijo, da pol znajo spoštovati to, kar so naredili, da nikoli, tudi ko ti kdo očita, da se ti zavedaš, da ti si sposoben in vreden tega. Tako da, drage moje kadrovice, prosim, dajte si dovoliti, da niste vi tiste, ki boste samo pisale dopuste, bolniške, ne vem, določili neko ceno izobraževanja in pa rekli, zdaj morajo pa ti ljudje na tako izobraževanje. Pa kam boste dali osebo, če je strokovnjak, največji strokovnjak, pa ga boste dali še na eno specializacijo znanja, v resnici pa on sebe ne sprejema. On sebe ne sprejema, on dejansko, lahko mu date še 5 titul strokovnjaka, najboljšega, če on ne verjame, da je vreden, da je sposoben to je prvo, ali da ta oseba, ki je strokovnjak, je lahko vrhunski strokovnjak in nima veščin komunikacije, da ne zna to predati osebi, da se mu zdi, a veste, on zna 25 let dela to. In pol dobi osebo, ko 2 leti je šele delala to. Predstavljajte si to. In taka oseba, ona ne razume, da ta šele samo 2 leti dela to, on pa že 25 let. Vidite, kako to zgleda.
To je čisto isto, tako bi rekel Zoran Milivojević, pa bom dala en primer, s tem se bomo zavedali, da je prav, da spoštujemo tiste nove, ki pridejo s pomanjkanjem znanja, pa da jim dovolimo čas, da se naučijo, pa da smo mentori. Zoran Milivojević je ful dober primer dal, pa bi ga rada delila z vami na transakcijski analizi. Jaz imam otroka, 4 leta starejšega. Predstavljamo si Tijana, ko je bil star 8 let, pa je imel Tristana, ki je star 4 leta. In Tijan pač gleda svojega brata z najlepšimi onimi očmi, vse bi naredil za njega. Tijan, ta starejši, 8-letnik, pa pričakuje, da ga bo ta 4-letnik razumel. Pa doj, kako to ne razumeš, pa kaj to ne znaš, pa ono ne znaš. In tako je isto pri nas, samo da se ta potenca potem še toliko bolj stopnjuje. Tako da, nič ne koristi, strokovna znanja, če nimamo komunikacijskih veščin ali vodstvenih veščin, da znamo razumeti osebo na drugi strani. In bolj, ko imamo mi močne vzorce, bolj te vzorce stresamo na naše ljudi. Kaj potem, do česa pride? Pride do tega, da nevede, stresamo agresijo, zahtevamo nekaj, kar težko pridemo do tega, in tako naprej. Veliko bi še rada povedala, predvsem bi tudi rada povedala, veste, da včasih se tudi vidi, kdaj je katera oseba primerna, kdaj pa ne, da se reče, ok, v redu je, lahko se poslovimo. Če pa kar še čakamo, bom predolgo spet le noter, če pa kar čakamo, da bo prišel tisti čas, pa se bo prišel, ja, naj pride z razlogom, ampak takrat se pa odločite. Evo, to je to. Prijave so že odprte, tako da nekaj, seveda že imam, prijave že imam, ampak zdaj so podprte, včeraj so bile za moje drage zveste ambasadorke. One so prve, najprej so bile prve tiste, ki so se prijavile v lanskem letu. In one imajo special ceno. One so bile prve, one sploh niso dvomile v to. Takoj so šle. Včeraj, seveda so moje ambasadorke tiste prve, ki je prav, da one slišijo cel program in da so one tiste, ki so tudi se zavedajo, da so nosilke. Zdaj pa odpiram za vse vas, dragi moji. Vsekakor, če ne bo prva runda, bo druga, mislim, prva runda bo polna, pa bo pol tudi druga. To se bo širilo naprej. Evo, toliko o akademiji, zapomnimo si, vsaka od nas želi biti najboljša, ampak najboljša je lahko samo takrat, ko sprejme popolno tako sebe, kot je. To pomeni točno tako, kot je, ko se ne obsoja, ko se zaveda, v čem je dobra, ko si daje vrednost, ko si poišče take ljudi zraven sebe, ko si dovoli najprej poiskati pomoč. Jaz naj vam povem, jaz sem res obdana s krasnimi ljudmi. Jaz to ne znam, jaz sem kamorkoli grem, se napolnim. Pri meni se ne zgodi, da se spraznim. Jaz se skozi polnim. In pa rečem, a je to ok, mislim, a to vsi počno. In pa razmišljam, ne, to si človek sam zgradi, zato ker toliko se postavi v stabilno vlogo, da sprejme sebe, da tudi kdorkoli je, ti ne more jemati energije. Ampak mu lahko samo ti daješ, pa potem on tudi tebi vrača. Tako, zlati moji, toliko za enkrat. Jutri odhajam na obred. Srčno upam, da sem vam v tem 30 minutah veliko kaj povedala o sami akademiji, ki se imenuje Spremembe vredna. Še enkrat se zahvaljujem vsem novinarkam, vsem novinarjem. Eni so tako krasne intervjuje dali. To je to tako, zdaj jih bom delila z vami, ker želim, da jih preberete. Zaradi tega, ker želim, da vidite, kako lahko človek povzame iz novinarske konference, to meni iz tiskovke, in sestavi krasno besedilo. To je noro. Eni tako res znajo dobro pisati. Tega jaz glih ne znam, ampak vse zato imam pa krasne sodelavke, ki to znajo narediti. Želim vam en krasen večer. Hvala vsem za podporo, hvala vsem za krasne misli. Včeraj sem tu čutila toliko ljubezni, res najprej od mojih zunaj, potem mislim od mojih notri, pa še tudi od vas zunaj, ki ste mi jih poslali s tistim kratkim videom, pa je bilo toliko ljubezni, da je bilo noro, res. Hvala vam, obdajte se s pravimi ljudmi, odprite se, prosim, za Boga. Ne mislite, da morate vse vedeti, ne iščite tega, dovolite si pokazati svojo ranljivost.
kako lepo. Si moram jih spet napisala, tako da bom lepo prebrala. Dovolite si odpreti svojo ranljivost, pa to ne pomeni, da boste zaradi tega žrtve, ampak boste postale prave zmagovalke. Vse človek, dokler ne pade, dokler se ne počuti praznega, ne čuti potrebo potem. Oziroma, če je toliko močno v svojem egu, tudi ne. Moj mož meni vedno pravi, Ana, da srčno upa, da me ne bo nikoli to, da ne bom nikoli se zavedala, hvala tudi Alenka, da se ne bom nikoli zavedala o popolnosti svojega poslanstva, zaradi tega, ker pa bom lahko malcega na nek način, kako on temu reče, ne izrabila, ampak v tem, da je dobro, da vem, kaj vse je moja pot, pa da se mogoče tega ne zavedam, pa to res delam čisto iz srca. Toliko za en krasen večer. Pejte se malo postiskati svojimi, pejte jim pokazati ljubezen, zahvalite se danes, ker ste imeli krasen dan, zahvalite se danes, da bo jutri res lep dan, pa zjutraj, ko se zbudite, se zavedajte, da čisto vsak dan si lahko sami skreirate. Jaz sem si včeraj skreirala čudovit dan in res je bil čudovit. In karkoli bi prišlo, bi moj dan bil čudovit.